Dober dan v imenu slovenske reprezentance, ki v torek 29. odhaja na svetovne vojaške igre v Južno Korejo. Pozdravljam predstavnike medijev in naše reprezentante in tudi ostale vrhunske športnike, ki so povabljeni na sprejem ob 11. ministrice za obrambo. Tle bi mogoče najprej predstavil za tem omizjem namestnika poveljnika športne enote praporščaka Iztoka Arbajterja, poročnico Mojco Florin in nadporočnika Karuna, ki sta tudi člana reprezentance, ki potuje v Korejo. Namen današnje konference je predstavitev reprezentance Slovenske vojske, ki bo zastopala igre na 6. svetovnih vojaških igrah CIZM, ki se odvijajo v okviru Mednarodnega sveta za vojaški šport. Mogoče najprej nekaj o igrah. Svetovne vojaške igre so največji športni vojaški dogodek v svetu. Odvijajo se že od leta 1995. To so zdaj 6. poletne igre. To je mogoče po domači bi temu lahko rekli vojaška olimpijada. Napovedana je udeležba okrog 8.000 udeležencev iz preko 100 držav članic CIZM-a. Nastopali bojo pa v 24 športnih panogah. Tako da Slovenska vojska se je do zdaj udeležila vseh 5 poletnih vojaških iger in tudi 2 zimskih iger, ki so na sporedu od leta 2003. Tako da mogoče najbolj številčni smo bili leta 1999, ko so bile igre v Zagrebu, kjer je bilo kar 98 pripadnikov Slovenske vojske udeleženih v teh igrah in so osvojili tudi 16 kolajn. Letošnje igre so v Mungjongu v Južni Koreji, to je jugovzhodni del Koreje. Igre se začnejo z otvoritvijo 2. oktobra in zaključijo 11. oktobra. Na igre potuje 16 športnikov Slovenske vojske in 6 spremljevalcev. Panoge, v katerih nastopajo, so strelstvo, padalstvo, judo, tekvando, maraton in orientacijski tek. Mogoče nekaj o kriterijih, kako smo izbrali te tekmovalce. Kot veste, se pač tako kot vse javne uprave v Slovenski vojski intenzivno varčuje, tako da smo imeli izjemno omejen budžet za udeležbo v teh igrah, ki znaša 17.000 evrov. Tako da smo nekje potem ocenili, da to bo nekje za maksimalno 20 udeležencev, zato smo pripravili kriterije. Moramo omeniti, da v športni enoti, glede na to, da je 24 športov, imamo še veliko športnikov, ki bi na takih igrah lahko posegali po zelo visokih mestih. Praktično je 75% olimpijskega programa na igrah. Tako da smo na nacionalni delegaciji CIZM pripravili kriterije. Osnovni kriterij je bil, da smo se fokusirali predvsem na vojaške športe. Drugi kriterij je bil, da športnik, ki je kandidat za igre, ne bi imel realne možnosti za osvojitev kolajne. In tretji dodatni kriterij je bil, da pokažemo spoštovanje tudi tistim športnikom, ki dosegajo vrhunske rezultate in niso pripadniki športne enote in se profesionalno ukvarjajo s tem. Tako da smo imeli kriterij tudi, da najmanj 20% športnikov mora biti pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske. Tako da na podlagi teh kriterijev smo potem prišli do reprezentantov v padalstvu, strelstvu, judu, kjer vsi ti športniki, ki bodo nastopali na igrah, so že na preteklih igrah osvajali kolajne in zelo uspešno nastopajo tudi v zadnjem obdobju. Potem smo s kriterija teh vojaških športov določili tekmovalko orientaciji Mojco Florin, ki je bila izredno uspešna na zadnjem vojaškem svetovnem prvenstvu, in naddesetnika Aleša Žontarja, ki je najboljši maratonec v Slovenski vojski in tudi med boljšimi maratonci civilnimi v Sloveniji. Tako da zdaj mogoče bi predstavil vse udeležence teh iger. Vodja in tudi tekmovalec
v padalstvu je Roman Karun, nadporočnik, potem v delegaciji tudi zunanji sodelavec gospod Janez Pfeiffer. Moramo omeniti, da peljemo s seboj dva mednarodna sodnika, kjer po zahtevah CISMA moramo v športih, kjer imamo več kot 3 tekmovalce, pripeljati obvezno sabo svoje mednarodne sodnike. Potem v padalstvu imamo tekmovalke Majo Sajovic, Senada Salkiča, Boruta Erjavca, Petra Balto in Mateja Bečana. Ne omenim, da so tudi izredno uspešno nastopili v zadnjem obdobju in tudi postali civilni evropski prvaki. Potem strelsko ekipo vodi podpolkovnica Martina Podvršnik. V ekipi so Rajmond Debevec, Robert Markoj in Dušan Ziško, ki so pa trenutno odsotni, ker tekmujejo na Evropskem pokalu v Zagrebu. Ekipo borilnih športov vodi major Ivan Rvenc. Z njimi je tudi mednarodni sodnik gospod Emil Pozvek. V ekipi so Lora Bedžeti, Ana Marija Velenšek in Nina Miloševič. Z nami je samo Lora, ker sta drugi dve na pripravah. V tekvondoju je trener gospod Miodrag Krnetič, tekmovalca pa Nuša Rajher in Jure Pantar. Mogoče omenim samo še to, da tekvondo je bil tisti prvi šport, ki je po kriterijih izpadel iz financiranja Slovenske vojske, tako da je tekvondo zveza bila zainteresirana za to tekmovanje, ki je izredno močno tekmovanje in prinaša tudi točke za uvrstitev na svetovni lestvici, tako da je tekvondo zveza plačala karte za te 3 udeležence, namestitev brezplačna, tako da se zahvaljujem tekvondo zvezi za to pobudo in ker nam omogoča, da imamo še 2 zelo dobra tekmovalca in kandidata za kolajne na igrah. Potem pa še, kot sem že omenil, Mojca Klarin v orientaciji in Aleš Žontar v maratonu. Mogoče še, preden končam, beseda o ciljih, mi nekih uradnih ciljev si nismo zapisali, kot sem pa že omenil, praktično vsi športniki, ki peljemo na igre, so že osvajali kolajne na preteklih igrah, izredno uspešno nastopajo tudi v letošnji sezoni, tako da mislim, da z malo športne sreče se bomo sigurno veselili tudi kolajn na teh igrah, tako kot smo se jih tudi na vseh preostalih. Zdaj, da ne bom samo jaz govoril, jaz bi dal še besedo nadporočnici Klerinovi in poročnici Klerinovi nadporočniku Karunu, kot 2 športnikoma, mogoče malo značilnima. Nadporočnik Karun, za njega so to že 5. svetovne vojaške igre v padalstvu, Mojca pa je ena tistih, verjetno tista, ki najbolj uspešno združuje pač častniško kariero v Slovenski vojski in tudi izredno dobre rezultate. Je tudi članica civilne orientacijske reprezentance, lani bila 14. na vojaškem svetovnem prvenstvu v orientaciji, kjer vemo, da verjetno vse tekmovalke, ki so pred njo, so profesionalne športnice, tako da ji gre za čestitati, tako da mogoče bi dal Romanu najprej besedo kot tistemu, ki ima največ izkušenj, da malo pove, kako izgleda na teh igrah, pa mogoče kakšni so cilji padalcev in potem še Mojci, ki gre pa na poletne igre prvič. Lep pozdrav vsem skupaj. Padalska ekipa je res najbrž najbolj izkušena, ki bo šla na letošnje svetovne igre. Večina moške ekipe je bila na igrah že leta 1995 v Rimu. Igre so se od Rima, moram reči, kar precej razvijale. V Rimu je bilo še vse majčkeno na bazi improvizacije, dočim zadnje igre in pa tudi že Zagreb prej je bilo pa že organizirano na bistveno boljšem nivoju. Naša ekipa je že na prvih igrah, takrat smo bili še relativno neizkušeni, šla tja z željo po medalji in tudi v bistvu letos ta želja ne bo nič manjša. Jaz upam oziroma vsi računamo, da lahko do tega pridemo. Je pa res, da je konkurenca izredno močna. V moški konkurenci, v ekipni konkurenci je 10 do 15 ekip, ki računajo podobno kot mi. Maja med ženskami je ena od 20, ki sigurno računa v skokih na cilj na podoben rezultat. Tako da veliko bo
odvisno tudi od dobrih trenutnih občutkov in pa tudi najbrž nekaj od sreče. V letošnji sezoni nam je zaenkrat, kar se tekmovanj tiče, šlo vse precej boljš, kot smo pričakovali, glede na zmanjšan obseg treninga. Sploh zdaj v zadnjem obdobju je spet tega treninga bilo manj, tako da jaz upam, da bomo te dobre občutke uspeli pripeljati tudi tja in jaz mislim, računam, upam, da bomo prišli do medalj. Lep pozdrav vsem skupaj. Za tiste, ki me ne poznate, sem Mojca Flerin, delam v 132. gorskem polku. Ukvarjam se športno orientacijo, se pravi orientacijski tek. Letos se bom prvič udeležila letnih vojaških svetovnih iger. Kaj pričakujem? Pričakujem, da se bom nekako vrstila boljš kot lani, se pravi vsaj 13. mesto. Sami treningi so potekali v redu. Počutim se motivirano, zelo sem zadovoljna, da mi bo Slovenska vojska omogočila nastop na teh igrah. Glede na to, da je moj delavnik nekako vsak dan od 7 do 15, je potrebno kar veliko usklajevanja treningov. Glede na to, da treniram orientacijski tek, karte čisto povsod ne obstajajo, tako da nekaj fizičnih treningov, nekaj tehničnih treningov, usklajevanja ogromen, vendar glih tako z motivacijo, željo je vse možno, tako da